Ponavadi rečem, da so zdaj na vrsti petkove glasbene minute. Tokrat se popravljam in napovedujem glasbeno-filmske minute. Ob meni pa je Tone Kregar, član zasedbe Midva, in Rudi Uran, režiser. Dobro jutro, želim obima. Lep pozdrav. Razlog za vajen obisk pa seveda dokumentarni film z naslovom Kdo je Midva? Rudi, bi lahko rekli, da veste, kdo so Midva? Če dalje manj. Ne, čisto resno. To sem poskušal si odgovoriti teh zadnjih 15 mesecev, kakor sem hodil z njimi na koncerte, po koncertih in tako naprej. In moram tako povedati, pa da ne bi zdaj vsega izdal, tako da bojo ljudje tudi šli v kino pogledati in spoznati, kdo je Midva, da so bend tako kot tiste ptice, ki jih ne moreš ujeti, čeprav jim posuješ sol na rep. Niso vas pustili zraven, ne? Takoj. Na začetku ne, na začetku ne. Mi smo spodobni ljudje, ne pripustimo takoj zraven. Zakaj ne? Moramo se najprej malo spoznati, malo podružiti, malo pogovoriti, malo... Ja. Šele potem... Žensko gre to veliko lažje, ne? To je pa trajalo 9 mesecev. No, 9 mesecev ni taka ena logična doba. Zaključena celota, ne? To je zaključena celota, ne? Da se stvar razvije nekje, ne? Tako, od spočetja do happy enda. Tone, je naporno, če ti nekdo sledi 24 ur na dan s kamero, pa na vseh koncertih, pa na vseh vajah, pa na vseh privatnih zabavah, pa... Čeprav dejansko smo mi kar vanji nastopanja pred kamero, je to zadevna izkušnja bila tudi za nas nekaj novega in precej nepredvidljivega. Tudi sami smo se zalotili, da dejansko kar nekako otrpnemo, ko Rudi prižge kamero, da tista spontanost, tista sproščenost, tista enostavnost na nek način se spremeni v nek krč, nezavedno. In mislim, da smo pa s časoma seveda to nekako uspeli vendarle nekako ukrotiti, nekako obvladati in se nekako artikulirati, sprostiti. Do začetka pa verjamem, da je imel Rudi z nami kar precejšnje težave in mi z njim, seveda. Seveda. Rudi, ste želeli odstopiti od tega projekta? Seveda, ampak želja ljudi, ki so tudi sodelovali pri filmu, predvsem Dejana Batiste, je bila tako močna, da je na eni strani spet spravila v igro tako bend kot mene. Je pa res to, da so Midva v resnici bend slovenski, ki si res po 20 letih zaslužijo en dokument, čeprav to ni, bi rekel, film o celotni njihovi karieri, ampak o tem zadnjem njihovem obdobju, o nastajanju tega zadnjega albuma Čista jeba. Ni to antologija, ampak kljub temu, bi rekel, vseeno pa tudi tisti gledalec, ki jim Midva niso blizu ali jih pač ne pozna, dobijo neko, bi rekel, kar celovito sliko o bendu, o njihovem delovanju, predvsem glasbenem in pa tudi o zaodarju. Rudi, preveč ne razkrito, da bodo ljudje šli v kinematografe. Mi pa si zdaj poglejmo samo odlomek iz filma Kdo je Midva? Zdaj mora iti pa Lula, čakaj. Resno? Samo to zrihta hitro. Svojimi mislimi čisto te zlovel, vrnila si do vsega, kot je bilo. Jaz pa v misli sem imel le eno črtico, za eno samo črtico sem te imel. Svojimi mislimi čisto te zlovel, vrnila si do vsega, kot je bilo. Pač eni bendi rabijo... Ja ne, pač eni bendi rabijo več potreben odro, eni bendi manj potreben odro. Ne govorimo zdaj o sanitarnih potrebah. Pol je pa
pa še sigurno ta motiv, ki smo ga imeli, želje po ustvarjalnosti. Nikoli nismo bili band, ki bi že v štartu, ki bi preigravali. Malo zaradi tega, ker nismo znali dobro preigraviti, malo zaradi tega, ker smo od štarta imeli svoje ideje za neke svoje pesmi. Na odru pa privat se mi zdi, da od takrat, ko sta začela, pa do zdaj, ko jih je 5, da je to pač, to je to. To niso večni. Oni so že zdaj legende. To je samo odlomek iz filma Kdo je Midva, režiserja Rudija Urana. Predpremiera filma je bila v ponedeljek v Kinu Šiška. V Kinu Šiška. Kako so sprejeli tisti prvi gledalci? Ampak to so bili gledalci, ki so bili povabljeni ali so bili naključni? No, polovica je bilo povabljenih, več kot polovica pa je kupila karto. Ampak jaz sem imel občutek, da so večinoma fani noter. Ker ne boste verjela, imamo pripravljen tudi posnetek reakcije po koncu tega filma. To me zanima, jaz še nisem tega videl. Niste bili tam, ne? Poglejmo. Aha. Bilo je precej mirno, ne? Na tem ja. Ne, če pozamem tisti posnetek, ker sem ga videl, je bil takšen, da v bistvu so ljudje v kinu so ostali in so ploskali, kar pa se mi zdi, da se redko kdaj zgodi. Se redko zdi sploh pri filmski oziroma pri dokumentarnem filmu. Jaz sploh nisem navajen tega, da bi nekdo že med samo projekcijo navijal, ploskal, se oglašal, komentiral, tako da je bilo so to ljudje živo. vzeli kot neke vrste rock koncert, masko z drugačen medij. Je pa res, da je tu na osnovi Rudijeve ideje smo poskrbeli za tak dramaturški vrhunec dogajanja. Namreč, ko je šla zadnja, ko se je zaključila špica filma, se je počasi dvignilo platno in ozadji smo dejansko smo nagradili poslušalce oziroma gledalce z enim pesmijo, s komadom, se pravi, ki smo ga v živo odigrali na koncu same projekcije in mislim, da je predvsem to ljudi nekako... To je bil šok še dodatno. Mislim, da pa zdaj pa nam je računalnik bo to spustil skozi. Poglejmo. No in to je zdaj potrditev tistega, o čemer smo ravno kar govorili, torej stoječe ovacije. Bi lahko potegnili kakšno vzporednico med knjigo in filmom? Ko preberemo knjigo, imamo neko idealizirano podobo o nekom. Ko pogledamo film, se ta podoba ponavadi poruši. Tako imamo ali pa imajo oboževalci zasedbe Midva idealno podobo od vas. Bo ta dokumentarni film to podobo spremenil, bo ponudil nov pogled, morda porušil? Kot je že prej Rudi omenil, ne gre za biografski film v tem konkretnem primeru, gre zgolj za leto dni življenja tega benda. Medtem ko je biografija, ki je mislim, da približno 5 leti išla, dejansko zasnovana drugače, da gre na ta kronološki princip in da obenem, ko govori o zgodovini benda, o kronologiji benda, nekako opisuje tudi ta nek širši časovni kontekst. Tu se je Rudi dejansko izognil tega, ne popolnoma, ampak predvsem je fokus, kot rečeno, na nas in zato se dejansko precej razlikujeta biografija in film. Skupaj pa vseeno date neko novo vrednost. Skupaj pa dajete neko celoto, mogoče je celo, zdaj v tem trenutku moče lahko malo obžalujemo, da ta biografija ni šla recimo nekako sporedno z filmom. Moramo omeniti, od 16. aprila naprej, Rudi, vi me pa zdaj dopolnite, kje vse si bodo lahko ljudje ogledali ta dokumentarni film? No, za vse, ki bi si to želeli videti, je od 16. aprila dalje film gledljiv v vseh kinematografih po Sloveniji. To pomeni od Cineplexa, Kolosejuma, Art Kino mreže, nekaj bo še kasneje tudi po manjših krajih teh projekcij. Tako da ja, od 16. aprila dalje ga lahko vidimo v kinematografiji. Po celi Sloveniji, kar pa se mi zdi, da je tudi za slovenske razmere res redkost, da si imamo moč pogledati
dokumentarni film o Slovencih, ki ga je naredil Slovenec. Najlepša hvala še enkrat za obisk. Hvala. Obema hvala, veliko uspeha. To je bilo za danes, gledalke in gledalci. Vse z Mariborskega konca. Hvala, da ste nas spremljali in ostanite z našo oddajo vse do 10:15 minut. En jajček za vsakega. Izberite. Hvala. Izberite. Lahko zbiram. Lahko Rumenega. Kaj pa ti črno? Jaz bi črnega. Črno je.